Kdo je mama in kdo je ata v Evropski uniji? Čeprav smo že 17 let v Evropski uniji, o njej vemo več ali manj to, da smo v Evropski uniji. Za večino drugega pa niti ne vemo, kaj je, kaj bi s tem počeli. Razen tega, da je super enostavno prečkati meje. Razen zdaj v poletnem času, predvsem na meji s Hrvaško. Ste že bili kaj na morju v zadnjem času? Potem veste, o čem govorim. Pa brez covidnega potrdila rajši nikamor ne hodite. In da imamo sedaj zelo odprt trg in veliko izdelkov na voljo. Tako da, ko imaš tiste ženske dneve, za katere bi si zagotovo zaslužila plačano odsotnost dela, si greš kupit vložke. In ni več samo vir, ampak polno nekih velikosti in kapljic, in po 2-urni študiji v trgovini ugotoviš, da si seveda izbrala napačne, ker so preveliki za tvoje spodnjice in se ti sedaj vihajo in lepijo po zadnjici. Ups! In ko dobiš v šoli nalogo, da poveš kaj o Evropski uniji ali pa moraš pripraviti tekst za novice, je dober Google, včasih kar Wikipedija. Če se kateri od njiju moti, potem bom tudi jaz povedala narobe in se iskreno opravičujem. Skupaj bomo preverjali, kako dobro znam brati. Tako kot poslanci v državnem zboru, ki pri stališčih tekmujejo o tem, komu je strokovno osebje napisalo boljšo obnovo in kdo zna brati bolj impresivno in z boljšimi poudarki. Okej. V Wikipediji sem prebrala, da ima Evropska unija 7 glavnih izvršilnih teles, znanih kot institucije Evropske unije. To so Evropski svet, Svet Evropske unije, Evropski parlament, Evropska komisija, Sodišče Evropske skupnosti, Evropska centralna banka in Računsko sodišče. Evropska komisija ima približno tako vlogo kot mama v povprečni slovenski družini. Predlaga akte, upravlja in izvaja proračun in skrbi za to, da vsi delajo vse točno tako, kot to morajo delati. Komisija zaposluje približno 33,000 ljudi. O aktih, ki jih predlaga Evropska komisija, na to glasujeta Svet Evropske unije, to je ta zadeva, ki trenutno predseduje Slovenija, in Evropski parlament, ki se počasi odpravlja na počitnice. Recimo, da je Svet Evropske unije ata, člani parlamenta so pa otroci v družini. Evropskih poslancev je trenutno 751, med njimi 8 Slovencev. Volimo jih vsakih 5 let. Evropski svet sestavljajo voditelji držav ali vlad držav članic in predsednik Evropske komisije. Srečajo se najmanj 4-krat letno in ta srečanja se pogosto imenujejo Evropski vrh. Določajo glavne prednostne naloge in splošne politične usmeritve Evropske unije. Če to poskusim spet primerjati z nečim iz vsakdanjega življenja, bi to lahko bilo srečanje staršev na roditeljskem sestanku. Sodišče Evropske unije skrbi za to, da vse države Evropske unije enako razlagajo in uporabljajo zakonodajo EU. To sploh ne vem, s čim naj primerjam, ker se mi zdi skorajda nemogoče. Glede na lastne izkušnje si vsak zakon 2 pravnika lahko razlagata na 4 načine. Sodišče zato zagotovo nima lahkega dela. Evropska centralna banka je bila ustanovljena z uvedbo evra leta 1998 in skrbi za ohranjanje monetarne stabilnosti in stabilno inflacijo cen življenjskih potrebščin. Skratka zato, da se ne vse preveč podraži in da ne rišemo in brišemo nul, kot so jih včasih na jugoslovanske dinarje. Tega mi v družini nimamo, trošimo dokler gre, potem pa čakamo na nov priliv. Računsko sodišče preverja pravilnost vseh prihodkov in odhodkov. So tako imenovani varuhi financ. Tako nekako, kot ko mož vpraša ženo, zakaj si je kupila 5 parov čevljev, če zaradi korone že 1,5 leta nikamor ni šla. In če smo že pri koroni, je prav ta, poleg podnebnih sprememb, na veliko zaznamovala delovanje vseh omenjenih inštitucij.
kako bomo okrevali in koliko smo odporni. Do pomladi 2022 bo potekala konferenca o prihodnosti Evrope, na kateri lahko vsak državljan pove svoje mnenje. Malo se spet vidimo, do takrat pa imejte se lepo in pazite nase. Ostanite odporni.